Ja, v letošnjem letu Triglavski narodni park praznuje 40 in 60-letnico svojega obstoja, na kar smo seveda izredno ponosni. Da ne govorimo, da sami začetki parka kot takega segajo v začetek prejšnjega stoletja, ampak ne glede na to, 40 in 60-letnica. V ta namen smo pripravili kar nekaj dogodkov v obeležitev obeh obletnic. In eden izmed dogodkov je tudi postavitev razstave gospoda Jurija Mikoletiča, na katerih so upodobljene rastlinske in živalske vrste, njegovo avtorsko delo. Tisti, ki pridete in ki vidite, je to fenomenalno delo in seveda vabim prav vsi, da si to pogledate, da vidite, kakšne različne vrste v Triglavskem narodnem parku imamo. Tudi tiste, ki se jih v naravi ne vidi oziroma težko vidi, boste spoznali pravzaprav v takšni obliki, kot v naravi dejansko so. Vsa biodiverziteta, ki obstaja v Triglavskem narodnem parku, skoraj vsa oziroma najpomembnejši del, vsekakor vredno ogleda. Vabljeni v center na Bled, kjer si boste razstavo lahko ogledali in se seznanili z vsem bistvenim, kar te rastline in živali predstavljajo. Od vsega začetka me živali zelo zanimajo, pa tudi rastline. Mislim, najprej živali. Že kot otrok, ko sem bil odraščal, sem pri stari mami na kmetiji. Na kmetiji je bilo vse te domače živali, ampak pri naši hiši so bili tudi mili lovci. Jaz sem imel stik tudi z divjimi živali že od majhnega. In jaz sem dojemal lov drugače, kot ga zdaj predstavljajo. In tam sem hodil že kot otrok z očetom na lov, da sem opazoval. In kar mi je rekel oče, kar vidiš, nariši. In tako da, ko sem prišel domov, sem se vse tisto, kar sem podoživljal, sem narisal. Tudi ko sem se recimo jaz igral, sem risal in sem podoživljal dogodke, ki sem jih tam v naravi videl, pa kako se živali obračajo, pa kaj delajo, kako se pasijo, kako spijo, kako bežijo. In to mi je ostalo. In najlepše je, da ne da vidiš fotografijo in da potem po tisti fotografiji nekaj ustvari. Da greš ven, vidiš trenutek, si ga zapomniš in ti, ko priješ domov, ne da nosim s sabo papirje, pa čopiče, pa vodo in vse te stvari in barvice. Prijem domov in jaz tisto podoživim doma. Jaz takrat, recimo, če rišem divjega prašiča, jaz ga slišim, ga vidim, ga voham in takrat tako ne rišem. Ob tistem, ko rišem, jaz vse to doživljam. Mi smo dolgo časa živeli v Tolminu in Tolmin je bil Triglavskega parka, tako da sem te tolminske hribe malo prehodil, malo pogledal in tako sem dobil navdih za to alpske živali in rastline. Navdih najdem jaz v naravi. Sem lovec, ampak lovim z skicirko in čopičem. In to so moje trofeje. Za vsako rastlino, za vsako žival se dobi navdih v naravi. Samo je treba pogledati, ni to, kar je nekaj, pa bom potem naredil. Treba se vsake stvari posvetiti, pogledati, skicirati in si dati v spomin, tako kot v računalnik, na mestu v očeh. Če bi to vse, kar sem narisal, prišlo na kup, ne vem, kako bi bilo.